V nadaljevanju se dotaknimo romskega vprašanja v občini. Zdi se, da je tako mestni občini Krško, kot tudi, če pogledamo malo širše, celotni jugovzhodni Sloveniji pri njihovi integraciji, torej pri integraciji Romov, nekako spodletelo. Kako boste torej kot župan poskrbeli za njihovo vključitev v družbo in za reševanje tega vprašanja, gospod Kerin? Sami ste ugotavljali, da nam je to spodletelo, oziroma lokalni skupnosti in državi skupno, bom rekel, je to spodletelo. Spodletelo je v bistvu zato, ker se problematika iz leta v leto, iz dneva v dan slabša. To vsi vemo, to vsi ugotavljamo. Jaz sem zagovornik pred dnevi poslane pobude za spremembo 5 področnih, lahko rečem, zakonov, ki se dotikajo sociale, starševstva, zakona o orožju, javnem redu in miru in pa o cestnih vozilih, prevozu v cestnem prometu, ki bodo s spremembami prinesle, bom rekel, večjo možnost, da bodo socialni transferi deljeni malo drugače, kot so zdaj, tistim, ki bojo pač delali probleme, malo drugače oziroma težje bojo prihajali do vozniških dovoljenj, tisti, kateri ne bojo izpolnjevali pogoje po zakonu o cestnem prevozu, v cestnem prometu. Skratka, podpornik sem teh 5 segmentov in mislim, da tukaj bo nek napredek naprej in bom aktivno sodeloval. Hvala, gospod Starc. Izhajati je potrebno po moje iz osnovnega izhodišča, da smo pred zakonom vsi enaki. In to mora veljati tudi za Rome. In sam bom naredil vse, da se bo to načelo spoštovalo in ne bom imel tolerance do kršitev predpisov. Je pa potrebno seveda tudi vedeti, da gre dejansko res tu za sistemski problem na ravni države in sistemski problem na ravni zakonodaje in na ravni izvrševanja teh zakonov. Zato sem tudi dosedajnemu županu že pred časom predlagal, da se pridruži tej pobudi, ki jo je podala mestna občina Novo mesto, da bi občine jugovzhodne Slovenije, vključno s Posavjem, na čelu bi bila pa 2 te mestni občini, da bi do države skupaj nastopile z zahtevo po razreševanju tega problema. In tako je ta pobuda bila sprejeta in so že poslali, kot je bilo omenjeno, konkretni paket sprememb zakonodaje in pa zahtevali so strani države tudi, da se ustanovi medresorska komisija, ki je nekoč že obstajala za razreševanje tega problema. Hvala, gospa Starc. Romska problematika je med nami prisotna že verjetno kar nekaj desetletij. Problem je pa v tem, ker se ne znamo mogoče dosti zavzeto pogajati pri naših odločevalcih, da to sistemsko uredijo. Mogoče bi mogli biti malo bolj vztrajni, če ne rečem tečni, kar se tega tiče. Jaz vidim, mogoče malo z gospodarskega področja gledam, z gospodarsko miselnostjo oziroma podjetniško miselnostjo. Zame je rešitev, kot je tudi rekel kolega, da je to predlog 5 zakonov o tem, da imajo na eni strani Romi tako pač neke obveznosti, ne samo, da imajo neke privilegije, ampak da imajo tudi obveznosti. Če je obvezno, da moramo vsi v osnovno šolo hoditi, morajo tudi romski otroci hoditi v šolo in prav pri mladini je potrebno pričeti s prevzgojo. Tako da po sistemu daš dam, da neki zameno naredijo. Mogoče dobijo neko osnovno minimalno podporo, socialno podporo, vse ostalo je pa kot neko nadgrajevanje oziroma nagrajevanje. Kakšno je vaše stališče do pred dnevi predlagane rešitve enega od vaših kolegov, kandidatov, o selitvi oziroma preseljevanju Romov v središče mesta? Meni se to ne zdi najbolj primerna rešitev, zaradi tega, ker nihče si verjetno v nekem urbanem naselju ne želi imeti soseda, pa nismo nestrpni, ampak vseeno, ker so tako problematični. Je pa mogoče tale kolega, ki je, mislim, da je to Janez povedal takrat v Ljubljani, ta primer, je mogoče pa rešitev v tem, da se jih na nek način razseli iz romskega naselja. Ampak ne zdi se mi najbolj primerno v mestna središča oziroma urbana naselja. Ker oni, če bojo razpršeni, bojo verjetno manj problematični in se bojo lažje integrirali. Gospod Kerin, želeli ste odgovor? Jaz sem govoril, pa sem bil očitno, ljudje slišijo tisto, kar želijo slišati. Jaz sem govoril o prostovoljni integraciji Romov v urbana naselja.
tistih, ki to želijo, obojestransko prostovoljstvo, se pravi tisti Romi, ki se želijo odcepiti iz tega naselja, ki je nastalo problematično, ki se želijo, in tisto okolje, kjer ta okolje je sprejemljivo za te Rome. In to je bilo to. V tem kontekstu sem jaz govoril, ampak ljudje pa slišijo tisto, kar želijo. In pa dodal še nekaj, kar se tiče realizacije. Mi imamo v Krškem lepo napisan odlok o javnem redu in miru in 2. člen določa, kje se lahko logori oziroma tabori. Skratka, Krinogrn se širi z prostori, kjer je zasebna lastnina in kjer se postavljajo novi objekti. Zdaj je čas, da to realiziramo, da to prepovemo, imamo inšpekcijske organe, imamo policijo in tako naprej. Gospod Zorko, še vas bi prosila za vaše mnenje o tej tematiki, torej integracije. V bistvu, koliko jaz vidim to romsko problematiko, je to, da se dejansko vleče že 50 let in da očitno nekaj delamo narobe. Po mojem mnenju je ključno izobraževanje. Od prvega dneva pustiti jih v osnovni šoli, mogoče vezati socialne transfere na osnovno šolo. Govoril sem z določenimi Romi, recimo, ideja bi bila, da tiste, ki si želijo iz tega vrtinca ven, jim na nek način pomagati, pa jih postaviti kot za neke vzornike, da se to da narediti. Mogoče pa niti ni potrebno neke tople vode izumljati. Govoril sem s prijatelji iz Prekmurja, tam so to relativno dobro rešili. Je pa res, da to delajo od prejšnjega stoletja, od 80-ih let. Biti vztrajen, no. Gospod Starc, repliko. Glede preseljevanja v urbano območje, če mene vprašate, je v bistvu to neizvedljivo. Že sedaj imamo premalo stanovanj v urbanih naseljih, z drugim blokom se bo pa ta pritisk na stanovanja v teh urbanih naseljih še bolj povečal. Jaz mislim, da je ključ za rešitev tega vprašanja v tem, kar je bilo že omenjeno v njihovem izobraževanju, da vsi brez izjeme končajo vsaj osnovno šolo. Drug ključ je pa v tem, da se odpravi ta destimulativna socialna politika, ki dobesedno Rome sili v to, da čim mlajši rojevajo čim več otrok in posledično potem zaradi socialnim transferjem se jim ne splača delati. Na hitro, ja? Lahko? Tukaj moram dopolniti, kolega. V bistvu zadnja praksa kaže ravno integracija Romov naših na Bregah, na Senušah, ki so se vklopile te dve družine in ni nobenih problemov. En je svetnik, ta gospod z Bregov, super laufa, super zadeva štima in ne vidim, zakaj to ni možno. Hvala lepa.